Beletrina v živo. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Beletrine v živo. Tokrat bomo odkrivali zgodbo o znameniti Kiti Schmidt, o salonu Kiti. Z nami pa zgodovinarka Irena Zelišnik. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Torej, govorila bova o knjigi Seksualna zgodovina Tretjega rajha, salon Kiti. Pa čisto za začetek, če greva nazaj, tako kot se knjiga sprehaja nekje obdobje po Prvi svetovni vojni, Nemčija, obdobje, ko je v bistvu seksualnost v Nemčiji odprta, to je čas kabareja in tako naprej. Me zanima, kako je bilo med Prvo svetovno vojno, pred Prvo svetovno vojno v Nemčiji, je bilo že tako razvita ta seksualnost, bordeli, kabareje, ali to se res začne šele po Prvi svetovni vojni? Ja, jaz mislim, da to obdobje zagotovo zelo zaznamuje Prva svetovna vojna. Prva svetovna vojna kot taka, bom rekla, zareže v življenje vseh prebivalcev in prebivalk Evrope. Namreč, ko se možje vrnejo iz fronte, se družinsko življenje ne nadaljuje preprosto tam, kjer se je končalo z njihovim odhodom na fronto, ampak izkušnja Prve svetovne vojne spremeni vse. Spremeni doma matere, gospodinje, ki so same morale prevzeti gospodinjstvo, same obdelovati polja in so recimo tudi mnoge med njimi takrat pravzaprav vstopile v različne poklice, in spremeni moške, ki so se znašli na fronti, bili zaznamovani z nasiljem, mnogi med njimi pravzaprav tudi imajo posttravmatski sindrom. In tam seveda tudi izkusijo recimo bordele, bolj živo spolno življenje. Hkrati pa ta, bom rekla, razmik med moškimi na fronti in ženskami doma seveda zaznamuje tudi veliko dvomov o nezvestobi ali zvestobi. In skratka, ko se možje vrnejo domov, vidijo, da so ženske spremenjene, pa tudi ženske ugotovijo, da so se spremenili moški. Sploh 20. leta se, bom rekla, ženske še bolj vstopijo v različne poklice, v industrijo in tudi v javno upravo. Število uradnic naraste, kljub temu, da seveda vsi želijo, da bi se ženske umaknile prihajajočim vojakom domov in da bi potem ti zasedli te poklice. Pa se seveda to ne zgodi. Simbol 20 let je samostojna ženska, ki ima rada telovadbo, ki preživlja samo sebe in je popolnoma emancipirana. In to, bom rekla, seveda tudi v Nemčiji ni nič drugače. Recimo leta 1929 je izdanih že 45 izvodov recimo priporočnika, ki se ukvarja z spolnim življenjem in pa užitkom v spolnosti. Se pravi, bom rekla, te spolne norme se začnejo rahljati in spolnost se precej bolj svobodno živi. Hkrati, kot vemo, recimo 1927. leta so tudi bordeli dekriminalizirani, niso več kaznivi v Nemčiji, in to vse pripomore k zelo bogatem, raznovrstnem spolnem življenju v Nemčiji in bogatem družabnem življenju, nočnem življenju. Torej, v bistvu delo v bordelu je bil poklic, za žensko takrat. Ja, bi lahko rekli. Tako se ga je zanimalo na nek način. Seveda, ja, v Nemčiji v 20 letih so na lastnice bordelov, na madam, gledali, bom rekla, precej kritično. Gledajo pravzaprav skozi to optiko socialne razlike. Se pravi, madam so pohlepne parazitke, grozljive kapitalistke, ki izkoriščajo uboge ženske, ki so potisnjene v stisko. Tako da recimo, izide tudi v posameznih časopisih v Nemčiji karikature žensk, teh madam, kako recimo žrejo prašiča, in s tem se v bistvu še nakazuje ta razlika med nekom, ki si lahko privošči luksuzno dieto, drugi, ki pa v bistvu tolčejo precej večjo revščino. Vendar pa, bom rekla, ta pogled, z njim se recimo ne strinjajo nekateri zgodovinarji, ki pa menijo, da vendarle so tako te madam kot prostitutke pravzaprav tiste, ki so marginalizirane, obsojene, ker počnejo nekaj, kar pravzaprav ni ravno običajno delo. Zdaj, nekateri drugi zgodovinarji bodo pa rekli, da nekateri viri kažejo, da so te ženske v teh bordelih pravzaprav izkusile
strah in delale pravzaprav pod prisilo. Namreč nekatera pisma dokazujejo, da je do neke mere tam potekala trgovina z ljudmi, pa niti ne trgovina z ljudmi, bolj pravzaprav gre tukaj za, bom rekla, to povezavo med temi madam in policijskim sistemom, zlasti med policijskimi, bom rekla, šefi, ki prejemajo podkupnino, zamižijo na oko, spregledajo prijavo tam, prijavo tukaj in zadeve potekajo normalno naprej. Mislim, da to prav v tej knjigi, Madame Schmidt, Kitty Schmidt, v enem poglavju se prav opisuje, ko leta 1938 želi prvič prebegniti z Nemčije, jo ujamejo, ampak ni obtožena, ker se zliže s policijo, v bistvu roko opere. To je bila pogosta zgodba. Tudi na Slovenskem poznamo take zgodbe. Namreč, sicer, ker se sama ukvarjam z 19. stoletjem, vam lahko povem kakšno zgodbo iz tega obdobja, ampak recimo na prelomu iz 19. v 20. stoletje v Ljubljani delujeta najprej en in nato še drug bordel. Lastnica bordela, Matilda Luvi, pa je kasneje obsojena zaradi trgovine z ljudmi. Namreč pravzaprav se iz Pule, kjer vodi bordel, ker ga je prisiljena zapreti, umakne v Ljubljano, ker v bordelu deluje precej Madžark, Hrvatic, nekaj tudi domačink, stopnjujejo se prijave in nad njo in se potem izkaže, da je bila povezana z šefom ljubljanske policije, Franom Podgorškom, ki je sprejemal bogato podkupnino in na ta račun si privošči tudi kakšne počitnice v Parizu, luksuzne dopuste in tako naprej. Tako da se je potem prisiljen z grožnjo disciplinske preiskave tudi umakniti oziroma predčasno upokojiti. Zdaj, omenili ste, da v Nemčiji so bili bordeli na nek način legalizirani. Kaj pa v tistem času na območju Slovenije, kasneje Jugoslavije, spravi, kaj pa je bilo takrat pri nas? So bili bordeli legalni ali ne? Jaz zdaj pač omenjam tale dva bordela v Ljubljani. V avstrijski monarhiji torej velja reglementacija prostitucije, ki jo vsako mesto ureja po svoje. Tako da jo recimo Dunaj, mislim, da uredi že v 80. oziroma 70. letih, medtem ko se Kranjsko mesto Ljubljana tega loti v 90. letih. Ampak pri tem pravzaprav gre v sozvočju z Mariborom, Celjem, Ptujem, ki tudi konec 90. let ustanovita svoje lastne bordele. In te prostitutke v teh bordelih pravzaprav nadzorujejo jih zdravniki. Seveda se bojijo zlasti spolnih bolezni, ki takrat pač niso ozdravljive in se zdravijo z različnimi, tudi na nek način skoraj škodljivimi zdravili, recimo z arzenom, zato seveda je to treba nadzirati. Omenili ste, da so te madam, tako kot je bila Madame Kitty Schmidt, da so bili do njih zelo kritični, ampak po svoje so bile pa zelo poslovne, kar to dokazuje tudi Kitty Schmidt. Ona je najprej odprla penzion in hitro ugotovila, da je bordel bolj doprinosen od penziona. Torej, neke vrste podjetnice so bile to. Zagotovo. Mislim, tudi ta Matilda Levi in recimo številne druge v Mariboru, ker so vodile te bordele ženske. Sicer to število bordelov je na Kranjskem in Štajerskem še vedno relativno skromno. Če se recimo to primerja s Trstom, kjer deluje od 40 do 50 bordelov in imamo prave rdeče četrti. Ja, to vodijo ženske, ki seveda delujejo kot podjetnice. Ni tukaj. Pa je bilo njihovo življenje po celi Evropi takrat javno, se pravi, vedeli so, kdo je madam nekega bordela, ampak se je vedelo o njih kaj več ali so bile to načeloma take zelo zadržane ženske, nimamo veliko zgodb o njih popisanih, bolj samo vemo, da je nekdo vodil bordel? Ja, v Ljubljani so zgodovinarji raziskali, bom rekla, zlasti v tem aspektu tega procesa delovanja Matilde Levi v Ljubljani. Vlada takrat pravzaprav strah oziroma govori se o teh madžarskih judih, ki naj bi izkoriščali ženske in se šli trgovino z belim blagom, kot se je reklo takrat, oziroma trgovino z ljudmi, ampak to zato, ker v madžarskem delu monarhije ni bila regulirana trgovina z ljudmi in ni bila kazensko preganjena. Zato se pravzaprav zelo bojijo, da bodo te ženske od tam pravzaprav nekako skrivno delovale. Ampak to pravzaprav, bom rekla, gre v diskurs feminističnega gibanja, ki se, bom rekla, povsod pred Prvo svetovno vojno, pa v medvojnem obdobju, strašno ukvarja z trgovino z ljudmi. Zlasti recimo se bojijo in
imajo številne mednarodne kongrese in proučujejo, kaj se dogaja v Severni Afriki, v Osmanskem imperiju, ker vemo, da recimo Osmansko imperija, tam suženjstvo pravzaprav deluje do 1918. leta. O Kitty Schmidt, na nek način nismo vedeli veliko. Pa še zdaj se pravzaprav veliko ne ve. Zanimiv podatek iz te knjige je to, da so ti trije pisatelji, se pravi 2 pisatelja in pisateljica, vsi novinari, zgodovinari, prišli do večje zgodbe o Kitty Schmidt prav na povezavi s Slovenijo, tu živijo njeni potomci. Ampak o njej se ni vedelo veliko. Se pravi, ona, vemo, da je poskušala pobegniti leta 1938, želela je to Anglijo in potem jo takrat SS-ovci v bistvu ujamejo, pripeljajo nazaj in postavijo določene pogoje. Takrat, prav v tem času, se začne v Nemčiji ta preobrat od te odprte seksualnosti kabaretov k nekemu zatiranju. Kaj je bil glavni vzgib za to? Ker tega so bili deležni potem marsikateri bordeli, ki so bili zaprti. Bordel Kitty Schmidt, kot bo povedala, se je razvil v drugo pot. Se pravi, kaj je ta glavni premik? Zakaj je naenkrat to zatiranje? V Nemčiji zagotovo 1933. leta pride do vzpona Hitlerja in pa do vzpona nacizma, ki se pravzaprav poskuša vrniti na neko neotradicionalno pot družine, slavi materinstvo, slavi očetovstvo, predvsem pa slavi arijsko družino. Torej, ženske ne bodo lepe in rojevajo. Hkrati pa bom rekla, tudi ko beremo to knjigo, ki je res, sem jo zelo hitro prebrala in je zelo berljivo napisana, se kaže, da so hkrati nacisti tudi zelo pragmatični in lahko zelo hitro spreminjajo svojo politiko, tudi recimo kar se tiče prostitucije. Če prostitucijo 1933. leta poskušajo vse prostitutke strpati v zapore in ukiniti to bordele in pa tudi skrivno individualno podjetniško prostitucijo, če lahko tako temu rečemo. 1939. leta se politika popolnoma spremeni. Namreč Himmler ugotovi, da država gre v vojno, povsod, kjer so mladi moški, je seveda potreba po spolnosti naraste in se jasno ponovno odloči za odprtje bordelov, ki pa so to pod državno nadzirani in pravzaprav država postane zvodnik na nek način. To, da bodo zdaj mladi moški iskali potešitev v bordelih, je vsekakor manjši strah, kot pa da bi recimo zašli v homoseksualnost, čemu se poskušajo na vsak način izogniti. Tako da nacisti pravzaprav jih ne zanima katoliška morala, jih ne zanima protestantska morala, oni sami zasledujejo svoje lastne cilje in to je cilj arijske družbe, združene nemške družbe, ki bo arijsko čista. Torej so bili bordeli v bistvu res samo pragmatičen sistem za nacistično vlado, v bistvu, kako na nek način nadzorovati tudi ljudi, tudi zasebno zdaj postane, bom rekla, javno in včasih je tudi upor v zasebnem najboljši upor proti oblasti. Kitty Schmidt ni imela tolikšne sreče, da bi njen bordel samo ostal bordel, postane v bistvu neke vrste prisluškovalna agencija, prisluškovalna baza službe SS. Prav zaradi tega, ker govorilo se je že med drugo vojno, da so v njenem salonu bile prisluškovalne naprave. Zdaj vemo tudi kasneje, da je najela prav določene izobražene dame, ki so postale prostitutke, zato da so služile rajko. Šlo je za elitni salon. Tako je, šlo je za elitni salon. Torej, so si res izbrali nacisti ta salon morda zato, ker so jo slučajno ujeli, ali je bil ta tako elitni, da so vedeli, da je to prava točka, kjer se lahko lotijo takega podviga? Jaz mislim, da ta knjiga in ti zgodovinarji, ki so poiskali vse te vere, čudovito odgovarja na to vprašanje. Ker se mi zdi tudi pušča na določenih mestih majhno dvoumnosti, majhne dvome. Dokončnega odgovora ni. Vsak ver pravzaprav lahko zgodovinarji interpretiramo rahlo po svoje in ti veri pa seveda jih je, bom rekla, zdaj že kar nekoliko. Ker ta zgodovina raziskovanja tega salona je na nek način kar dolga. Tako. Prvi roman je že po drugi svetovni vojni, potem film, ampak vsak ima nekaj drugega. Ko so se oni lotili tega raziskovanja, so se odločili, da ne bodo pisali samo
o salonu Kitty. Ne? V bistvu govorijo, to je tudi podnaslov, Tako. seksualna zgodovina Tretjega rajha. Glede na to, da sva predtem omenila, da so začeli nacisti to zatirati po letu 1938, bordeli so se začeli zapirati, sami pa niso bili tako čisti. Ne? To tudi predstavi na nek način knjiga. Bili so ljudje z mnogimi napakami. No, tako, to je bilo moje vprašanje. Ne? Lahko rečemo, da so bili tudi nacisti v bistvu ljudje z napakami. Absolutno, z mnogimi napakami, kot lahko preberemo v knjigi. Ja. Ampak kako jih opisuje v knjigi? Ne? Zdaj, ko ste vi to brali, ste poznali te zgodbe zgodovinske, ki jih not opisujejo, recimo pa Goebbelsa, pa Himmlerja, kaj sta počela izven zakona in tako naprej, ali ste prvič prebrali? Ja, jaz sama nisem specialistka za to obdobje, tako da meni je to zelo zanimivo brati in sem odkrila mnoge nove aspekte. Zdaj verjamem, da nekdo, ki bi bil grozen specialist za to obdobje, ne vem, bi mogoče z mano ne bi delil mojega mnenja, ne? Ampak odkril, mislim, da to pravzaprav ni samo spolna zgodovina, je zgodovina Tretjega rajha. Ker tudi to je del zgodovine Tretjega rajha. Samo s točno določenim pogledom. Ja. Ker to je pravzaprav zgodba zasebnosti, zasebno pa, kot sem že rekla, je mnogokrat tudi politično. In salon Kitty ni bil nič drugega kot politični namen v bistvu, ne? Torej, prisluškujemo tistim, ki obiskujejo. Jaz mislim, da salon Kitty je pravzaprav imel za vsakega akterja v njem lahko drugo funkcijo. Verjetno mogoče za madame Kitty Schmidt preživeti, pragmatično preživeti in obstati. Za koga drugega, ne, recimo za Himmlerja, mislim, ki je dal pobudo, ne, za to, pa je lahko pomenil pač tudi neko sredstvo za zbere umazane informacije o svojih kolegih v stranki. Spet za častnika SS, ki je vodil v bistvu salon Kitty v ozadju, pa podjetništvo, ne? Ja. Pravi moč na nek način. Ja, mislim, da pravzaprav tukaj gre za to primerjavo, ne, da vsi ti vodje tajno obveščevalnih služb imajo neke skrite fajle, zložene o vseh svojih kolegih, ki jih potem lahko v nekem trenutku privlečejo na plano in povzročijo, da politika gre v smer, ki si jo želijo. Zdaj pa kot zgodovinarka. Ja. Vprašanje, kar se tiče Druge svetovne vojne, vemo, da marsikaterih stvari pravzaprav še ne vemo, čeprav je že ogromno odkritega. Medtem ko pri salonu Kitty, pri tej bordelu, v katerem so v resnici prisluškovali, pa pravzaprav nič ne vemo. Nimamo nekih pravih dokumentov, tudi avtorji razlagajo, da je težko priti do teh dokumentov, zelo veliko so odkrivali pričevanje, pa potem odkrivali naprej. Zdaj, kako je možno, da jim je uspelo tako prikriti celo to operacijo? Tako skrit, da šele leta 2024 bolj natančno beremo o tem salonu? Ja, jaz mislim, da tukaj pravzaprav je povezano z, jaz ne vem, kako so tudi veri za ostale zadeve nedosegljivi, ker se sama ne ukvarjam s tem obdobjem. Tako da je to potrebno gledati v kontekstu ostalih verov. To pa sama ne bi mogla presoditi. Do kolikšne meri so veri o ostalih zadevah dosegljivi, ker vendarle vmes je potekala Druga svetovna vojna. 80% bom rekla, starih mestnih jeder je bilo zbombardiranih. In ogromno dokumentacije uničenih. Vključno s salonom Kitty. Ja. Konec koncev Druga svetovna vojna pusti za sabo, bom rekla, 14 milijonov ljudi, ki ostanejo brez prebivališča. Približno mislim, da 2 milijona samo civilnih žrtev v Nemčiji, torej kot žrtve zavezniškega bombardiranja, pregonov Nemcev iz drugih držav Srednje Evrope in vojnih ujetnikov, ki potem umrejo v gulagih v Sibiriji, tako da ogromno žrtev. In ja, nekaterih pričevanj pa tudi pač enostavno ne bomo nikoli pridobili. Knjiga je zgodovinska, ne? Govori o zgodovinski tematiki, o preteklosti, napisali so zgodovinarji in novinarji, ampak ni pa zahtevno branje, lahko rečeva, ne? Res ne, se pravim, sama sem jo na dušek prebrala. Vsebuje, mislim, da vse to, kar ljudi najbolj zanima, spolnost, intima in predvsem dobra zgodba, ki vse skupaj uokviri in pa poveže. Napeto spoznavamo, bom rekla, obdobje nacistične Nemčije, pa tudi v bistvu že prej Nemčije pred vzponom Hitlerja in glavne akterke in akterje tega obdobja in salona Kitty. Kot sva dejala, o Kitty se je vedelo zelo malo, teli trije avtorji so res
ogromno o Kiti, odkrili novih zgodb tudi preko Slovenije in tako naprej. Kaj pa mogoče na slovenskem področju ali pa kje drugje? Imamo še kakšno zgodbo o tem, da je obstajal bordel, v katerem bi potekala prisluškovalna akcija, ali gre tukaj res za edinstven primer tega salona? Glede na to, da so bordeli v Jugoslaviji bili 1919 prepovedani, torej bordela z neko službo, ki bi zbirala tajne podatke, pravzaprav ne bi moglo biti. Lahko pa, da kje seveda ne bom nikoli zanikala, mogoče pa kje v kakšnem skritem koščku arhiva, kakšne dokumente se kdaj najde. Bi pa močno dvomila o to. Kajti 1919 Jugoslavija prepove bordele, kar pa ne pomeni, da izgine prostitucija. Prostitucija še vedno jasno poteka v hotelih, v gostilnah, ko imajo recimo v medvojnem obdobju racije v Ljubljani, so prostitutke najdene v okolici železniške postaje in pa v Tivoliju, pa tudi potem, v bistvu po drugi svetovni vojni, prostitucija ne izgine. Čeprav tudi bordeli še jasno niso dovoljeni. Prostitucija je do leta 1974 kaznivo dejanje, od takrat dalje pa prekršek. In to pa vendarle, kot sem rekla, ne izbriše prostitucije. Po nekaterih ocenah ne bi bilo v Jugoslaviji v 70-ih letih približno 7.000 prostitutk in približno 700 v Ljubljani, Mariboru in pa Kopru. Kar pomeni, da se lahko zgodi, da bomo odkrili še kakšno zgodbo. Zagotovo. Kiti je preživela, njeni potomci so v Angliji in v Sloveniji. Mislite, da se na področju tega bordela, prisluškovalne akcije SS-a, torej salona Kiti Schmidt, zna zgoditi, da bomo odkrili še kaj, da se bo še razvila ta zgodba ali je avtorjem že uspelo vse odkriti? Zgodovinarji vedno živimo z upanjem, da lahko odkrijemo nove dokumente in nove zgodbe. Še lahko se kaj odkrije. Ja, upam. No, potem pa s tem končajva ta pogovor. Gledalci, poslušalci pa še naprej spremljajte Beletrino v živo in berite Salon Kiti. Beletrina v živo.